Zdravo, banda. S peklenskim ognjem smo opravili. Naš znameniti cenzorski pis, ki ga poznamo na javni televiziji, pa smo znižali na minimum. Tako da se lahko v miru pogovorimo z našim gostom, ki je s kletvicami in psovkami doktoriral dobesedno. Pozdravljeni, dr. Bernard Nežmah. Po Snapu smo dobili sporočilo naše gledalke, ki se je med fiziko, ko ni znala enega vprašanja, se je malo zareklo in je spustila besedico fak. Prevzeta beseda iz angleščine. Med poukom bi lahko rekli, da je neprimerna, čeprav ni imela nobenih slabih izkušenj, dobila 4, tako da smo lahko mirni. Ampak nekateri pravijo, da v slovenščini sploh nimamo kletvic in psovk, da vse prihajajo iz drugih jezikov. Zdaj tale fak, kako pa je sicer? Ja, to je bila tema, ki je bila popularna pred 50 in 60 let in več, ko so znameniti akademik Trstenjak, ki je trdil, da je slovenska duša tako čista, da sama po sebi je poznala eno samo kletvico, preklet hudič, ostale so dubaj pa od Nemcev, Italijanov, se pravi Srbov. Problem tega je, če gremo pogledati naprej. Jaz sem sledil srbskim slovarjem in Srbi so rekli, ja, tudi mi nimamo srbskih kletvic, imamo madžarske. Madžarskih sem najbolj razlagal, da madžarske izvirajo iz turških. Turki so jih postavili v Mongolijo. Vsi smo čiste duše. Vsi smo čiste duše, ja. Tako da to negira, druga pa tudi sama zgodovina. Če gremo gledati recimo protestante, protestantski čas, imamo tam ob tem, da so bili seveda kot bogaboječi, niso imeli teh seksualnih konotacij, ampak so poznali isto stekle pse, divje volkove, volcije. Tako da, bi rekel, slovarji nam pričajo, da so obstajale te tako imenovane slabe, malediciozne besede od pameti veka. Poznali pa smo že tudi besedo jebača. Beseda z istim korenom si zdaj lahko na javnih medijih privošči, samo če si pevc v rock bandu. Kako to, da je nekako izginila, ne? Bila je pa jed. Ja, bila je iz 18. stoletja. Označevala je neko vrsto medeno pecivo, katerega značilnost je pa bila v tedanjem zapeljevanju, da je recimo dekle ponudila fantu, od katerega, ki mu je ponujala malo telesnih veselij, mu je ponudila tak kruhek, ki se mu rekel jebača. In to je bilo nekaj popolnoma samoumevnega, ampak ta status je imela še iz enega drugega razloga. Ker to je bilo v spontani govorici, ki spontana govorica ni cenzurirana. Medtem ko pisni zapiski so seveda potem poskrbeli, da že nekaj desetletij potem niti zapisa več jebača ni. Skratka, je bila skrb za ta moraličnost jezika tako velika, da jo je pokopali. Pa sicer tudi kletvice in psovke dolgo niso našle poti v slovarje. Zakaj? V bistvu, je tako rekel nasprotno. Prvi slovarji so jih imeli že protestantski Megizar je vse beležil. Če vodnik, recimo v 19. stoletju ste imeli čudovito besedno družino, ste imeli poleg slovite pizde, ste imeli še pizdo hlasta, pizdo čivko. Pa tudi priimki so bili tovrstni. Seveda, priimki. Potem je pa, recimo tudi v Angliji, viktorijanska doba, 19. stoletje je pomenila, tam še bladi je bil prepovedan. Tako da tudi pri nas je to delovalo tam, jaz mislim, do enega leta 80, malo čez, ko so vse te besede najdle domovinsko pravico v slovarjih. Skratka, ta ideja, da bo jezik se znebil teh tako imenovanih slabih besed, če jih bomo umaknili s pogleda, očitno ne deluje. Zakaj jih potem potrebujemo? Ja, potrebujemo jih pa zelo enostavno. Njihova funkcija je, ali v primeru tem, ki ste ga na začetku navedali, kot nekakšen najstniški medmet, ki je drugačen od, recimo, stara mama bi kakšnega ponavadi drugega uporabila. Druga je pa, da si z kletvicami in psovkami pomagamo iz konfliktov. Težkih konfliktov, ki jih težko prenašamo. Skratka, kdaj pridemo v popolni spopad z nekom, ki nam popustijo živci. In takrat nam pomaga psovka, da izrečemo, da se sprostimo in da pravzaprav tudi povemo, kakšen je naš pogled na človeka. Ampak vedno pogosteje to počnemo sami, v avtomobilu, pred televizijo, recimo napovedovalcu, ki govori neumnosti pri športu ali pa kaj podobnega. Komu pa takrat sporočamo te svoje misli? Ja,
V bistvu je zanimivo, ne? Ker tam, ko v avtu tulim na voznika pred mano, vem, da me niti slišati ne more. Se pravi, ampak v vsakem primeru smo zaradi hiperkomunikacije smo se znajdeli, in zato je cesta še toliko bolj močna, smo se znajdeli v mnogih položajih, ko nas isterijo. Ne? In v tej situaciji v nas nastane gnev, neka silna energija. In katarzično je pravzaprav najboljše, da jo sprostimo. Ne? In očitno jo telo rabi. Ne? Če s takim veseljem zakovneš, ker najbrž lažje se boš šlo od vadu, najbrž v neki meri preklinjati v družbi, kot v avtu. Namreč v avtu res rabaš. In Freud je nekje zapisal, ne, da funkcije kletvic ali pa ostrih reakcij, prav pri ženskih solz, so dragocene zato, ker človeka izmaknejo bodoči travmi. Ampak o čem nam pa govorijo obrazci, ki jih uporabljamo za preklinjanje oziroma psovke? Ja, z obrazci je pravzaprav to, da nam govorijo, da ni ene same kletvice. Če ne govorimo eno, ampak jih imamo eno serijo. Ampak če govorimo o tem, ki so recimo aktualne, kaj nam povedo v družbi, ne? Da danes uporabljamo obrazce, ki govorijo o spolnosti oziroma izhajajo iz spolnosti. Včasih so bili bogovi oziroma hudič na tapeti. Ja, nekaj nam pove to, da se rekrutirajo kletvice iz polja tabujev, prepovedanih. Nekoč je bil Bog, Kristus, Kristusove rane, vera, je bilo zelo močno. Ne? Tisto, kar je večno, so recimo izločki, skratka, sline, urin in podobno, in seksualnost, sam spolni akt in vse deviantne seksualne praktike, deviantne glede na normo. Tako da v tem se spreminja besednjak skozi zgodovino, ampak recimo danes praktično ni več hudiča. Nekoč je bil pa hudič, pravzaprav res eden najmočnejših akterjev v kletvicah, oziroma bil je zelo priročen. Če si imel težave z nekom, pa si rekel, nisi vedel, kaj bi, nobene rešitve nisi imel, si se skliceval na nadnaravne magične moči, pa si poklical, hudič te vzema, ne pride hudič. In to je bilo preklinjanje, ne? Kaj pa potem psovanje? Ker te razlike sicer slovar slovenskega knjižnega jezika ne pozna, vi pa na naslovnici v bistvu uvajate, da gre za dve različni stvari. Ja, a veste, gre eno. Eno je situacija, ko sogovornika degradiram, bomo rečem, bebec, idiot, pes, cepec, norica, svetkriški recimo. Karkoli, ja. Vse to imam na voljo, da ga degradiram. Nekdo, ki ima v sebi najboljše mnenje, ga jaz spravim na nek poden drek, na vse zadnjem lahko rečem. To sem v hipu naredil, vse končal. Pomanjšal sem ga v najslabšo luč. Kletvica je pa močnejša. Kletvica pa vzpostavi eno celo projekcijo. Kaj se ti bo zgodilo? Če rečem eno vulgarno, manj te polno rit, in če si pomislimo, kaj imamo v anusu, pomeni ne samo, da sem ga spremenil v blato, ampak jaz sem zdaj ta, ki se odločam, v katerem hipu neha eksistirati, v katerem hipu ga izločam. Skratka, naredim, ali pa recimo, kaj s tem, pri boleznih, kot Nizozemci imajo neke AIDS režira. Se pravi, tu gre ta projekcija, ki opiše neko daljše stanje in ta odnos naredi še malo bolj napet oziroma še skozi, kot rečeno, daljše obdobje trpi ali pa v neki neugodnosti. In vključuje glagol. Ja, brez glagola pa ne gre. In zato je ta en glagol, ali pa dva sta idealna, recimo, pa če treba jih je navesti, fukati, jebati v slovenščini, iz preprostega razloga. Lahko bi uporabljali na vse zadnje tudi drug glagol. Ampak to je skoraj edini, ki implicira dvojnost, da sta dva. Delo počneta dva in oba sta približno enako aktivna. Ni tako, da je en čisti pasivc, drugi pa aktivc. In z tega stališča je najbolj priročen za opisovanje tisoč in enih razmerij. Jemljemo na znanje. Če smo skozi zgodovino nekako izločali kletvice pa psovke iz slovarjev, pa so se zdaj spet nazaj pojavile, pa zdaj mogoče počnemo nekaj podobnega z eno drugo besedo. Problem, ki postaja v naši družbi izziv. Kakšno moč mi pripisujemo besedam? Kaj vse besede lahko naredijo? Ja, pravzaprav, če rečem radikalno, zunaj besed nimamo ničesar. Če sam kot primer vzameva televizije, oziroma naše vedenje o svetu, odkot mi vemo to, kar vemo. Samo s pomočjo besed, ki nam pojasnjujejo neke slike iz takih in drugih krajev. Brez teh besed
ni realnosti. In s pomočjo besed ti lahko pravzaprav nekoga osvetliš kot pozitivca, drugega degradiraš, s pomočjo besed nenazadnje zapeljuješ. In besede so pravzaprav, kakorkoli obrnemo, pa se nam zdi moderni svet je drugačen, najmočnejše komunikacijsko sredstvo. Skozi besede si sporočamo od čustev do misli in praktično mimo besed skoraj ne gre nič. Pa vendarle, če imamo besede, če jih recimo očistimo, če bi iz preteklosti, izpred 50 let, zdaj pa rekli, ok, v slovarjih ne bo več kletvic in psovk in se tega vsi držimo, a bo svet zaradi tega dejansko boljši? Ali bo naša frustracija nekje ostala in darla nekje drugje ven? Prvič, frustracije ostajajo, ampak tudi z besedami nič ne spremenimo. Če vzamem nasproten primer, angleški, za stranišče. Nekoč si imel se pravi, izraz, kot sem imel WC, pa so ga zamenjali toilets, danes je restroom, jutri bo nekaj drugega. In še vedno bomo enake stvari počeli tam. In v vsakem primeru rabimo izraze, ki so eufemistični, se pravi, na nek način zakrijejo, olepševalni, ki neke praktike, ki jih družba ne ceni, ali pa riganje, če vzamem tako, dokaj neutralno, zakrivajo. In zato rabimo te besede. In tudi, če jih bomo odvrgali, te besede, ki so zdaj namenjene za zakrivanju, bojo potem neke druge besede, ki so zdaj malo bolj neutralne, dobile ta močen pomen. V bistvu, to so orožja. Te besede so orožja in mi v življenju rabimo orožja. Ampak, če sem vas zdaj prav razumela, potem ni nobene razlike, jaz rečem, pisda ali pismo. Razen v tem, da nekje bom dobila pisk, druge pa ne. Ja, v bistvu nobene, razen da se pokažete v enem primeru malo bolj drzni. V drugem pa bolj umikana. Ali pa bi rekel, sramežljiva tudi lahko. Ali pa bi rekel, na nek način, ne bom rekel hendikepirana, ampak rekel bom malo bogaboječa oziroma pač previdnejša. Ja.